Ja, Fleetwood Maci so tole in njihova Gypsy, ampak mi bomo šli od Gypsyjev mal v country vode. Ja, evo, nisem več sama. 3 minutke so čez 9:30 oziroma 9:30 se upravičujem. In v mojem studiu je že Simon Vadnjak. Dobro jutro. Živijo, veš, ko rečejo, howdy. Ja, no čakaj, zdaj te moram napovedati, veš. Simon Vadnjak, če slučajno še kdo ne ve, je slovenski pevec, kitarist, avtor, frontman skupine Cover Lover tudi. Ne? A ja, pa voditelj Papina. Tudi. Pa kaj še? Pa urednik? Novinar pa tati ene šuške stare 5 let, ko sem jo lihkar zdaj v vrtec odpokil. Veš kaj, zdaj je pustni cajt in to kaj so si jo otroci. naštemo? Otroci so celi nori. Tati, kaj bom letos? In zdaj je Elza, o boh. Ka bila vsaj kavbojka. Frozen, veš. Ka bila vsaj kavbojka. Čakaj, ne pridemo še do kavbojev. A veš kaj? A veš, kako te opisujejo tvoji prijatelji, bom rekla? Da slišim. Čistun. Pa ne slabšalno. Zelo pozitivno, ampak pravijo, ne kadiš, ne piješ, ne seksaš, ampak sam poješ pa špilaš. Ko bi rekel, shit, to pa res ni res. Čakaj, ne kadim. A veš, da vse je narobe. Greva po vrsti. Zvečer si z veseljem zvijem kakšen tobak. Okay, prav? Če ne, pa kakšen vape. Prav, to je to. Okay. Kaj sem rekel, ne pijem. Sploh ni res. Razen čaja. Res je, da jutro začnem z zelenim čajem, imaš prav. Ampak lej, a se nisva liha kafetu pogovarjala? Ne mine dan brez kafetere. Zelo rad imam kozarc dobrega vina, zelo rad imam kraft ja, pive. Jaz pa ne vem, kakšne prijatelje imaš. Jaz ne vem, koga si ti poklicala v Vatikan? Ali pa te je hotel predstaviti javnosti malo drugače. To je ziger kakalen podlesnik. Ni, okej, pa ne vem, kdo bi bil. je pa AU. Ni AI, a veš, ampak je ja. Ma ni res, da sem čisto, ne. Veš kaj, težko, kaj psa je bil. A veš, kaj psa je bil, pa da bi bil pol res, kako se reče, po pravilih, ampak nisem, niti približen. No sej, po pravilih, ne, ko že greva. Kje si najdu country? V bistvu sem dobil komad od Kevina Koradina v obliki demota ideje na mail in jaz poslušam in slišim Benjo. Pa v koliko komadiš ti slišiš Benjo? Nazadnje sem ga slišal One Cut Najo. I've been waiting. Tako, dober komad, dober hit, ne? In sem rekel, a je to možno? Veš, koliko je to narezljivo? Evo, zdaj poješ. In sem rekel, pismo, to je res zanimiv način izražanja muzike. Pa sem razmišljal, veš, Post Malone, country album naredil. Pa sem razmišljal Beyoncé. Pa kako to album country? Sej to. Ali greš morda po stopinjah Beyoncé? Ne morem celega albuma samo po countryju narediti. Je pa res, da če... Čakaj, malo začel si z enim komadom, nadaljuješ z 2 in pol je album. Ja, sam ne morem pa, veš, prav, ne moreš celega albuma narediti. Moja muzika je tako dosta različna, kar se tiče aranžmajev. Imaš balade, imaš res nažgane komade, imaš bolj na rock, imaš bolj na balade. In zdaj imaš zakaj pa ne en folk country poslušaš? To je čisto redo. Ok, in očitno ti je fantasyjeva dežela tudi zelo pri srcu. Glede na to, da si video spot za komad snemu v Zulandu v Slovenskih Konjicah, noter so plesalci iz Velenja in potem, kdo je režiseril tvoj spot? Matic Gabriel. Celjan. Ja, lej, kdor zna. Mene Mojca iz plesne šole velenjske Spin ful navdušila. Te punce res obvladajo, plus 2 deca, moram priznati 2 deca. Plesalci, ne plesalke. Res so hude. In a ni lepo gledati te line dancing oziroma western style plesne klube? Res so dobri. Ja, ampak tudi vemo, da zdaj je to zelo popularno, kar se tiče nasplošno pač plesa country, ne? In da tega je pač v našem koncu tudi zelo veliko. Imam pa jaz eno idejo. Ajde, povej. Zdaj bova mi da v eter spustila ta tvoj country komad Mamo to. Ti pa ima, da mi zaplešeš malo linijskega, pa da vidimo, kaj si se naučil. Daj, ajde. Evo, premierno Simon Vadnjak. Mamo to.
Simon Vadjal je v moji družbi, se pravi pevec, kitarist, avtor, cover lover, ni da je, voditelj tudi. Včasih je delal na radiju, pa je že pozabil, da ko pride v studio, mora potrkati oziroma pogledati, če lučka sveti. Tako je, znakovni jezik, najboljš. Dobro jutro, Simon. Čau. Vedno je fajn, ko prideš ti zraven, ker mi da bi res lahko imela debato dolgo 2 uri, pa ne, se veš, jaz sem ob 10 lačna, pa tam vrgla ven. Nič hujšega, kot lačna ženska. Lačna pa tečna. Sama si rekla, kar nadaljuj. Ja, pa ne, se to že vsi vejo. Ampak, Simon, tako si sam prej rekel. Tvoja zvrst oziroma tvoja glasbena kariera ni omejena samo na eno zvrst. Ne. Ampak ti si res raziskal vse možnosti in zdaj si se vrgel v country. Zdaj, a je to zato, ker je to tako popularno v svetu, ker je toliko tega linijskega plesa in plesnih tečajev, ali si najdu kaj, mislim, sebe, kavboja, koliko? Ni težko začutiti country glasbo, se pravim. Veš, kaj slišiš Kid Rock komade, ne? Recimo, Born Free pa to, ne? Se ne rabiš imeti motorja za 100 jurjev, pa puško, pa kavbojski klobuk. Je pa fajn si to zamišljati, ne? Ampak hitro ti zleze to pod kožo, ne razumeš? Ampak Kaj slišiš ti banjo, pa akustično kitaro, pa take dobre vibracije, se ne rabiš biti iz Teksasa, lahko si iz Cela, ali pa z Ljubljane, pa to začutiš, me razumeš? Taka muzika premikate, ne? Enostavno tako je. Všeč mi je, ne, ker ti dejansko se nekoliko ne poslužuješ centralizacije, ampak prideš snemati tudi v našo fantazijovo deželo. Jaz sem bil presenečen Slovenske Konjice, da sploh ima tak plac. Mini Zolent je to. Noro. Poslušaj, tako začnemo snemati, surikate so nas nadzorovale v tem, v tem kavbojskem mestu, surikate. To so one tamičkane, ting, ting, ki vam gledajo. In nekaj slišim en hrup, pa rečem, kaj pa je to? Nas lev vas pozdravlja. Kakšen lev, to je hec, ne? Pa tako oni, ne. Pet malo naprej pogleda, tam imamo leva. Mislim, sem na rit padel. Tam plamenci, se pravi flamingoti, levi. Sploh nisem vedel, da je tok super plat za družinske izlete, za oglede. Je fajn iti malo ven iz Ljubljane. Absolutno, se strinjam. Zdaj, ideja za country komad po zadnjem, ker pač je nek preskok, ne? Kako si prišel v bistvu do tega med ploščami, iz prtljažnika potegnil, ali je pač... Ne, komad je komad. Če ti potegne, v resnici jaz sem odraščal zelo v različni muziki. Veš, po eni strani smo hip-hop, R&B poslušali, po drugi strani smo... Po drugi strani smo Rage Against the Machine, pa metal, pa hard rock poslušali. A veš, po tretji strani tudi mim balad, ne vem, kad so bili od Guns N' Roses, nisem mogel, kad si bil šmrkavc. To, a veš, čas se mi zdi, da je radio ali pa televizija, včasih je bil še MTV živ, dopuščala zelo različno paleto in jaz se pravim tega držati. Zakaj bi se zaletavil samo eno smer, to mogoče ni toliko zame. Jaz bi si pustil odprta vrata. Ampak se obeta še kakšen komad in mogoče nekoč nekdaj? Nič nam rekel, se pravi, s prijateljem Timom Koresom Korjem, že gruntava en duet narediti, tudi mogoče malo na tak, mi da temu rečemo redneck, kako bi se rekel redneck style, a veš, taki uporniški, tak bolj rock, v smislu mogoče malo bolj Kid Rocka, evo, to naj povezuje Obamova rada ta stil. Kdaj? Kmav, ti sporočinkava dala v pečica. No, dej, pa pol se veš, da za pol ure damo ven in lepo sveže narežemo. Tako. Ja, lej, Simon, čas beži, jaz ti bom zaželela samo vse dobro, naj bo čim prej ta komad, ker jaz sem ga že lačna. S countryjem pa bova midva nadaljevala zdaj izven etra, ker se moraš še malo naučiti zaplesati. Tršica, prav. Da bo Mojca pa zadovoljna, ko boš prišel k njej še izpopolnjevati svoje znanje countryja. Hvala. Simon, hvala ti, pa se spet vidiva naslednjič. Adijo.